Ulice romunskih mest so še vedno polne protestnikov. Ljudje množično protestirajo zaradi spornega vladnega odloka, ki otežuje preganjanje nekaterih korupcijskih dejanj in je pisan na kožo nekaterim politikom, ki so vpleteni v sumljive posle. Ja, pejte protestirati, ja, to bo vse spremenilo, sigurno. Kot pri nas, ki smo imeli proteste in zdaj so vsi politiki pošteni. Po moje, ko so ljudje kričali lopovi, lopovi, so oni mislili, da to so njihovi navijači. Veš, kot če greš na tekmo nogometno in imaš tam ljudi Maribor, Maribor! In koliko ljudi je na vlaku med Mariborom in Ljubljano? 360 na dan. 360? To ni nič. Toliko nas je še enkrat ne prevoze skupaj. Ok, malo smo se stisnili, še dobro, da je imel karavana. Dobro poznana je šala, da je naša železnica največji slovenski muzej na prostem. Za pot, ki jo z avtomobilom prevozimo v dobri uri, z vlakom od Maribora do Ljubljane potrebujemo 2 do 3 ure. Ob rednih zamudah vlakov še mnogo več. Aha, to smo kar sprijeli, ali kaj? Sonce je rumeno, politiki lažejo in vlaki zamujajo. To je life. Gospod Miloš Rovšnik, pomočnik direktorja Slovenskih železnic za potniški promet in pa gospod Bojan Rosi, dekan Fakultete za logistiko. Najprej mi povejte, kako ste danes prispela v Maribor? Ja, jaz sem prispel z vlakom, seveda. Si ti kurac. Kako zgodaj ste krenili? Novembra. Nič zgodaj, samo 2 urci sem potoval od Ljubljane do Maribora, medtem pa naredil veliko pomembnega. Ja, v poroko si lahko spisal do Maribora, če ga slučajno ne bi dočakal. Vi pa? Danes sem imel srečo, sem lahko ostal v Mariboru, drugače pa se potujem v Celje na fakulteto po večini z vlakom. Ni to še enkrat. In nagrado za najbolj prisiljen nasmeh dobi ta tip. Ljudje smo danes mogoče po večini zelo razvajeni. Individualno gledamo na obliko prevoza, tako da rečemo, da niso vozni redi javnih potniških storitev prilagojenim našim željam. Noben se ni pripravljen prilagoditi temu, ne? Kaj si ti prizadet ali kaj? Kdo tukaj koga plača? Mi železnice ali železnice nas? Kaj, če bi ti dobil moškega namesto ženske za fantovščino, za striptiz, kaj bi rekel? Ja, nič fantje, malo se bomo prilagodili. Ob 10. obletnici uvedbe evra je Slovenijo obiskal predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi. Dober dan, jaz sem Mario. Luigi, on ni mogel priti, je do nore gobe. Spomnila začetkov in tudi učinkov, ki nam jih je prinesel evro. Številne dobrine so se sicer podražile. Malo smo zajebali, malo inflacije, malo korupcije in eurodol, mamma mia. A še bolj kot cene so se zvišale plače. Ja, v Bruslju. No, zadnja je od 19 držav evro pred 2 letoma uvedla Litva in to v času, ko je vrednost evra dosegla rekordno nizko raven. Malo ste zajebali, ki ste pobarvali Grčijo. Ma, če bi v Grčiji imeli evre, zakaj jim rabijo mi toliko pošiljati? Vzorce urina in krvi vseh evropskih rekorderjev bodo hranili vsaj 10 let, saj dvomijo o neoporečnosti nekaterih v preteklosti doseženih rekordov. 10 let, to pa je neki, ne? Zato pa že počasi rabili kakšno urinsko klet ali kaj takega. 2017, to je bila dobra letina, ja. Zaznam aromo po češnjah in po hrastovem sodu in po klamidiji, ja. O moj bog! Tu notri so poživila. Hitro, razveljavite mu vse zmage. Bo videl goljufat. Zdaj se lahko tolaži samo še svojo zbirko Ferrarijev in bančne račune v Švici. Zakaj so ti predsedniki športnih zvez vedno neki stari čičoti? Jaz gledam bolj športno tega tipa. Kaj trenira balinanje? Ne vem, sej stari dovolj za balinac, samo ne vem, če je on tak ekstremni športnik, mi ne zgleda. Ker, če gledaš statistiko, od vse disciplin, največ ljudi umre ravno med balinanjem.